Po svoje bi lahko rekel, ne, da je Trump ukinil financiranje lastnega razkroja, torej razkroja ZDA in hkrati pravzaprav z zelo premišljenimi izzivi, ne, torej recimo s temi napovedmi o morebitnem nakupu Grenlandije ali celo vojaškem osvajanju le-te, naredil provokacijo, ki je rodila sadove. Ne. Torej Danska je takoj vložila dodatni 2 milijardi evrov v obrambo in se začela bolj zanimati za Grenlandijo, s čimer pravzaprav težko si je predstavljati, da bi Trump kot zaveznik napadel NATO-vo zaveznico, tesno zaveznico Dansko, je pa izsilil, da je fokus na Grenlandiji zdaj bistveno večji, kot je bil in na ta način preprečuje morda, da bi se tja zarinili morda Rusi ali Kitajci. Ja, nihče, niti pingvini ne morejo ostati ravnodušni ob politiki Donalda Trumpa, očitno, ampak bolj resno bi pa pokomentiral tako. Zdi se mi, da je to v bistvu... To je nek novi Donald Trump, malo drugačen kot v tistem svojem prvem predsedniškem mandatu. Odločil pa se je po mojem za politiko, in bom jaz rekel, močnih dražljajev. Ne? To je prav Grenlandija, po mojem tipičen primer, kjer ti zastaviš svojo retoriko na začetku tako zelo močno, tako zelo na glavo, ne? Da že pri tistem, ki ga stvar neposredno dotika, in to je v bistvu danska oblast oziroma danski državni vrh, ne? Povzročiš, da problem uredijo sami.